Šmarje prijelša, šle sem pržiga to, žigate pod nikoder. Dajmo ga poklicati, da vidimo. A mi bo kaj odprl ta fantič ali ne? Z Dolenjska se pripeljem, uro pa pol... Lega! Kje si ti? Kje si ti? Ja, sorry, zdaj te pa slišim. Ej, pa Marki, povej. Kaj? Tle tudi signala nimate. Dej nekaj, če prtlažnik praznem, pa imam pa polne roke, pa vse. Daj ti meni raj odprino, jaz sem že prteple, kje sem? Nime. Kako nite, če so zmenjena za sestanek? Ja, pozabil sem, veš koliko je to na hitro, letel en klic na dobo, da moram po avto priti. Pa dobro, ne gledaš svojih koledarčkov, mislim. Ja, lej, če bi ti tak klic dobil, bi ti tudi pozabil, da imaš kolendar, verjem. Ajde, kaj je bil zdaj ta klic, aj povej. Ne, dej prid sem, boš videl. Vse v bistvu nisem daleč. Kje Nisem si? daleč, le na podplatu, to je ne 5-10 minut naprej avtoservis Strašek, vse boš videl. Dobro, sem moral imeti un sestanek, veš? Ja, ga bomo pa tle imela, imajo dobro kavico, no daj prid. No, zmenjeno. Ajde. Ajde, preletim, kaj pa ne. Dober dečko, ampak hej, ne vem, kaj mu je danes. Zmer je v buri, zmer se pred se javi, danes pa ne vem, kaj je to. Žiga. Mark. Ej, nehi no, kako imaš to, kako si? Ej, smeji se mi, kaj. Glej, nalepka, žiga, šraman, vse. Nisem še čist dojel, kaj se dogaja. V ponedeljek sem pripeljal unga, ta zlatega na servis, tam lelega. Da smo se malo zagovorili in je v 2 dneh ratal, da sem kar sponzorski avto dobil za 1 let. Si ga zaslužiš. Dok te ne pozna, bomo vse obdelali, zakaj si ga zaslužil. To je čist noro, nisem še imel sponzorskega avta to leto. A veš, do zdaj smo imeli fake it till you make it, smo si sami avte polepili. zdaj ti pa drugi dajo, polimajo, pa servisirajo. No, zdaj gre pa zares. Daj mi to malo razkaž. Ja, So ti kaj povedali? Ja, to je čist noro To je avto. Avstral. To Slovenski je, avto leta. mislim, najboljši avto sem videl, ko je možno. Daj malo ga... Ne, drugače pa motor je 1.3, dizel, je tam vse, benziner. To Kaj je ima, zdaj? ne, Renault ima te nove motorje 1.3 benziner, avtomatik. Ok. Je pa mid hibrid, to pomeni, da ima na eno tako baterijo, ki motorju pomaga, da je okej. poraba nižja. Ima pa 160 kojev, pa ful je dober noter. Ful je dober. Dej, vidim, tele sedeži znajo biti, a tole Alcantara. Jaz gleda že tako, jaz sem že vse stvari not Ja. predstavil, pa tam so me še presenetili, sem še otroške zice noter dal. Imam še Pa ta je en kup zasloni kložje. spredaj, to bomo vse pokazali, jo. Avto, Strašek. Pa legal so ga vidiš, polepili lepo, no. Zelo lepo, Lepo zelo to, lepo. no. Ej, tole je dodatna oprema, kaj Ja, je to? ful ima, Mi je zdel, da ni tole, ker... Ne, dosti ima dodatne opreme, res je Sprit Alpine, ima dodatno opremo, tako da je tudi ena asistenca pri vožnji, pa tisti ta pametni tempomat ima, ki te pomaga znotraj črt držati. Tako da en kup enih takih ful dobrih stvari ima, to je lekaj dobro. Všeč mi je dizajn zadaj in spredaj, tako. Renault je malo refreshal, se mi zdi vse skupaj. Glej, če bi me klical 2 dni nazaj, bi rekel, ja, vredo bomo posneli, ampak bi snemala v Seniku. Tako da, Sploh nisem planiral. Mina sva se menila za sestank in pol si ti usput rekel, ej, kdaj bomo pa ti spostela, ker se menila že nekaj časa. Sem rekel, ej, lahko v petek in ti, ja, evo, nov avto imam zate v petek, to je to. ne, the best. Boljšega timinga ne bi bilo. Kuferama sploh ne kazal. Imaš malo razmetan, ali kaj? Imam pa, Daj, sem sam predelaval ne se sekirat, Jaz sem sam metal. ne se sekirat. Da za familijo bo to top. Res, ta mala dva bo ta uživala noter. Placa ima čist dosti. Oh. Če ne pa rukneš strugo na streho. Vrhunsko. Dej greva se še noter usest. Leko ima tam malo placa, le. Vrtiš ga kukrčeš. Ja, pa ne eden, 2 ta mala. Tam, leko ima, lej tam, zic jedna štima na mene, pa ima to 30-40 cm placa za noge. Jaz grem kar noter, veš, v prvo vrsto. A ja, boš v prvo, no dej. Oba! Mamma mia! Ej, tale tipka multisenska audio 8, ki so žge. Ne, to je čistko vesoljska ladja je. Pa tole sem videl, da se ful premika, ne? Čakaj, da bom kaj narobe naredil. Jaj. Skriti predalje. Pa tam ima še enega, le tisti črni gumbek, ki sem šele, le. Aha. Dobro. Ne, Čakaj, ampak kako pa pol daš v drive, kaj tega klikneš, kaj klikneš? ja naj. Da bom kaj drive dati. Kje ima avtomatik ponovadi? Kolega, stari, kaj je to Mercedes ali kaj je to? Kaj imaš, ali kaj? Jaz sem mislil, da ima v bistvu menjalnik tudi tukaj, pa da se še skriva, ampak kako? Ne, tle daš telefonček, vidiš, tle se ti fila, To ima pol tak to imaš za varka. šmeka, da rok to odložiš. Rok se odložiš, ja. Ekrančki, natač. Ne, ful je čistja hodno. Ledice. Se barve A barve menjuješ?
Ja. Sem tale mu najbolj paše, ker vidim, da je svetlo modra in pa ima še tele modre šive lepo. Ne, to sem si ta prva stvar, ko sem si zelo naštelo, je vse noter. A veš, ko sem ugotovil doma? A te kaj zebe? Mislim, Leto. kaj boš zdaj naredil? Car farb. Hej, danes je pa nekaj brzlo. A je to Tesla, ali kaj je to? Bliz, a ni? Od Ne, Tesla pa so čisto porožili. dobro, pa filme lahko gledaš, pa vse, dobro, ne med bošom, ne, ampak... Kaj pa ti zdaj, mislim, imamo vse midva sestanek, ali kaj bo? Ja, jaz sem zaključil tle. Kaj bova med vožnjo naredila sestanek? Ja, dajmo. To pa peva en krog po vinku. Kaj pa ščeš? Daj boš ti pela, pa gremo stale. Še prpasam se žiga, pa greva, ne? Nač, pičemo. Ej, lušan, res lušan. Dobro. Smeje se mi se. Dobrodošli vsi skupaj nazaj v novi epizodi po vinkih. Imeli smo malo zatišja, zdaj le polet, malo smo šli na dopust septembra, pol oktobra se moramo malo nazaj navaditi, a veste kak je to, zdaj pa že november, ja, vem izgovori žiga. Danes imamo prav posebnega gosta, vem, da to vsakič rečem, ampak Žiga je res ena taka oseba, za katero sem hvaležen, da je prišla v moje življenje. Ja, Ne pretiravam Žiga, ti to dobro veš. Brez Žigata ne bi imel jajc odprte speja, ne bi imel jajc delati TikToka in ja, ker sem začel jaz delati TikTok, nisem sploh vedel, kaj se spuščam, ampak pripeljala me je do takih oseb, kot je Žiga. In Žiga je oseba, ki me je dvignila in rekla, Mark, ti sam daj. In ja, pa smo začela tudi skupaj delati, zdaj smo poslovna partnerja, konec koncev. Že 4 leta. Tako. Po moje, če bi bližje živela, bi bila tudi best friend. Po moje bi se dosti videla, ja. Bi se dosti več videla. Tako da ja, Žiga Šramelj osebno, kaj bi še povedal o tebi? Glasbenik, multipraktik, družinski človek, v zelo mladih letih bi lahko rekli za današnje čase. Jaz smo zelo hitro porihtali. Imam 2 otroka, Tako? Jaka je star zdajle novembra bo let pa pol. Aha. Maj bo februarja 4 leta star. Ma je že velik fant. Tako. Jaz bom januarja 30. Isti letnik sva, tako da tudi mene čaka, ampak pol je na koncu Koliko otrok imaš? Ja, saj to je fora, ne, koliko si ti vse naprej že, ampak lej, vsak po svoje. Jaz sem hvaležen za COVID, veš. Ja, takrat si ti vse zrihtal, ne? Takrat smo vse zrihtali, takrat je bilo končno malo cajta, da smo zrihtali. Takrat smo imeli vsi cajt, da ste to zrihtali. Takrat je pa tudi bil čas, ko sva se midva spoznala, ne? Ja. Se spomniš, kako sva se spoznala? Midva smo se v bistvu spoznala v Ljubljani, Res je? ko smo divji šli influencati k Gordani. Ortodentala. Križnik, ja. To. In ste vi nastopali? Ne, mi smo prišli zobe si pregledati. Ti si pa takrat glih content snemal. Jaz sem pa takrat z Lukatom Čižmekom začel sodelovati, Ja, in rekel, ja. daj prid. In smo se prvič videli, spoznali in predsojeli in ček mkne. Ja, takrat se je pol začeli. Ne, se veš kak je, konec koncev ni veliko ljudi. Ja, Tlele smo pa Slovenija pred pečico. A je še Aha. ono, kot bi rekel, 1, 2, 3, smo bili že na pečici. Ampak mi imamo tle levo dal zavila, bomo šla Okay. malo poprek na Šmarje te pelem. Na Šmare. Okay, zdaj smo v koncih, kjer Žiga domuje, a ne? Tako. Šmarje pri Jelšah. Tako. In te pelem čez Lemberg. Lemberg pa, jaz vem, kaj je Lemberg, pa marsikdo, ki vozi motocross, pa spremlja Tima Gajserja, tudi ve, da ima tam Tim svojo zasebno progo, tam mi peleš. Ja, bomo šla pogledati, če se kaj vidi. Morda pa trenira, Morda pa trenira. Mislim, če bi to zdaj se vzegnili, bi bilo pač kičasto, ne, ampak Ja, lej, prvenstvo ne, če smo glih tle, glej pa. Ja, ne, super. Enkrat sem že bil, z veseljem grem še enkrat pogledat, nisem pa še nikoli bil na progi, ampak ja, pustimo to Žiga. Danes si ti v ospredju, tako da hočemo tebe bolj spoznati. Daj mi povej, kako ste se zbrali in sestavili Ildivi? Kakor imam jaz informacije, ste bili to sošolci ali z iste šole fantje, Ja. ki ste nabrali? Ja, mi smo v bistvu že kar v prvem letniku zaštartali zgodbo, ne. Aha. Ker smo bili, Matija, Lojzi pa jaz smo bili sošolci in takrat smo imeli to tekmovanje Pokaži, kaj znaš. Okej. Pa smo z razredno točko zmagali in pa nas je učitelj zbral in pa smo že imeli konec prvega letnika že svoj prvi nastop, tako da smo kar hitro zaštartali. Zdaj je že 15 let od tega. Kaj gre to čas, ne? Pa veš kak je, na začetku je bilo zanimivo, so nas starši vozili na špile. Še to? Ja, mi smo hitro začeli s privatkam, sicer smo takrat peli te bolj ljudske še, ne? Aha.
Pa malo ružo crvena, pa to smo pa začeli. Tako da pa smo pa hitro, ja. Ko ta ati pa mami pripeljete na nastop, tam do neke oštarije, ko ti greš privatko nad zapet. Mislim, da smo kasirali takrat na začetku, ne vem, je bilo 50 €. Pa se vam je zdelo, Pa smo neko tako matematiko imeli, zanimivo. Na koncu smo, mislim, da celo dvignili na 70 ali na 80, da je starš dobil še nekaj. 20-30 € za bencin, Ali mi to smo si pa tako? vsak 10 € razdelili. Pa to je noro. Veš. Ne, tako da pa ja, pa to raste, mi smo itak imeli željo, mi smo bili mulci takrat, ne. To je bilo pred vsemi unimi kvadropirci pa aerosi, to je bilo takrat kar zanimivo. Pa smo pa dali ven prvi taki malo bolj resen komad pa vse in smo začeli, dali videospot, smo ga posneli v Bovcu gor, pa vse pa začeli, ja. Čakaj, v Bovcu ste snemali Baby. Baby. To je bil vaš prvi komad, ki ste ga snemali? Tisti je bil prvi, da je Slovenija opazila, da Ildivi sploh obstajajo. Jaz se spomnim, Žiga je takrat še imel frizuro. So že bili laski. Takrat se še niso poznala, pa se spomnim, da sem poznal ta videospot in vse. Ja, tisto je bilo ful, takrat so nas sploh spoznali, ne. Glej ti to. Tigalent. Pred napis Tigalent in tamle so lučke. Pa ne, lučke, rajš obrnemo. A boš tle obrnil? Saj že dosti je sem, da se zmotaš tlele, pa Ja. da samo vinek narediš, a ni? Itak. Pa kaj si ti, no. Pri Gajserju smo. Glej to. Sam to je še modificiral zadevo, dedek. Ja. A ni? Hudo. A že tle se voziš? Ja, jaz sem se točno takole pripeljal pa obrnil, samo toliko, da sem videl zadevo. A, tudi? Ja. Šnofer. Čist noro. Mislim, ti si že bil drugač tle, odkar je on... Jaz sem tle na tekmi drugač bil, Aha. ker jaz živim takole 2 hriba stran. Sam tekme oziroma dirke so potekale, ker tim še ni imel te proge, ne? Ne, to je bilo... Čist drugače bilo tle, ne? Nazaj je bilo to, pa tudi proga je čist drugač izgledala, ampak to tlele, ko se dirka, ko je kakšna tekma, ampak to se sliši do nas. Ja, verjamem. Si tudi ti kdaj probal kaj takega? Ne. Ne? Ne. Nisi bil nikoli mahnen na motorje, avte? A veš kva, bili so gušti vmes, ne. Ja? Ampak mene pa, tokrat sem si že kaj zlomil pa polomil, da imam malo respekta do teh stvari. Mislim, se je respekt imam tudi jaz. Ja, ampak nisem nikoli upal kaj, no. Ja. Si eden prvih gostov, ki ni tak ekstremno petrolhead ali pa moto. Za Kukoviča nisem siguren, imel je širokota, ne vem, ali ga ima še, ampak tako. Mislim, jaz drugače avte imam rad, jaz imam tako. Čeprav imam rajš te novodobne avte, recimo Renault mi je pač uporabniška izkušnja. Ja. Bom rekel, da Renault med vsemi avti ima ta feeling, kak se jaz počutim not v kokpitu, mi je the best. Je kot novodobni Apple med avtomobili mi je, pa sem vozil že vse, od Audija do Mercedesa pa vsega, ampak tako. A veš, ta koncept Appla, ki zgleda perfekt, ampak vedno postijo kako eno tako zadevo, ki ti gre na živce. Aha, okej. Ne to, kaj recimo tole se moraš navaditi. Ja, to je kot Mercedes, zdaj. Ne, nek je kontra, ne, tako Apple ima pa iste fore. Ti imaš računalnik, ampak gumb za prižig ima pa od spod. Aha. Moraš dvigniti škatlico, a veš, to so te fore, ki se sprašuješ. Kdo mene zdaj zafrkava v glavo? Ja. Zakva? Ne. Že ga tale proga naja zdaj sam zmedla. Midva sva se menila o vašem prvem videospotu, zdaj so pa na avtih prstali. Ampak okej, dajva se vrniti nazaj, saj nama ne boste zamerili, ne, če takole malo skačeva. Se pravi, okej, Baby, takrat ste ratali najbolj tako, bum, evo, Ildivi obstajamo, kako je šla pol vaša pot naprej? Mi smo pa imeli ogromno nastopov, porok, privatk, to je bilo, pa so se začeli že vabila na TV oddaje. Aha. Takrat vem, da je bila še tista oddaja, kaj že... Ni bilo v petek zvečer, ampak je ne, bila... Ne, naprej, ne po domače, ampak no. Ja, pač pri Jožecu z Natalijo pa tudi ne, pri Jožecu tisto tudi, ampak gor v Pravseniku so snemali, no. Na zdravje je bila oddaja. Na zdravje? Ja. Potrebuješ oddaja, ne? Na zdravje, to je Rok Švab je takrat. Ne, potrebuješ je Blaž Švab je pozval. Ja, in on je imel čest, ne. Potrebuješ je imel pa prej raketo, ne. Ki je pa pol iz raketa šla na to ali nekaj tako. Tako. Pa Darja Gajšek je še bila sovoditeljca, se spomniš te kombinacije? Ja, se spomnim. Tako da tam smo, ja, na polno so se ene stvari dogajale, vmes smo ogromno enih pesmi izdali tudi. Smo se malo iskali, malo eksperimentirali, karkoli. Pa grejo leta mimo, ne. Vem, da pred Covidom, let smo imeli 108 nastopov.
108. Tako, zdaj si jo predstavljaj. 108 dni na leto, ne, od 300. Ja, iz 108 smo prišli na nič. Aha, se pravi, ja, s COVID-om potem, ne. COVID. Vi ste bili navajeni, pa presekali. Cela kar žurkica, ne. Tako da COVID je bil tudi ena taka prerezna deska za marsikaj v naših privat življenjih, ne. Ja, Ker po 10-11 letih, koliko je že zdaj tega, 12, ja. smo imeli prvič pač šanso sami sebe vprašati, kdo pa jaz sploh sem, kva pa jaz sploh hočem delati. Mhm. A veš, imel si kar naenkrat en kup časa pa en kup stvari doma za porihtati. Tudi pri sebi, privat življenje je poslovno, ne. Mi ljudje smo tudi vsak za sebe na polno, ne. Ja. Od ogromnih kmetij do nekih farmacevtov, jaz imam svoje podjetje, ne. Tako da tudi pri meni je bila sprememba. Takrat smo na začetku merch.si zaštartali. Tako Je sem bil- tudi sodelovala. Ja. Kdor ima pač čofa pulover in majico za mrčem, je pač Žiga zadaj in on mi je v bistvu zrihtal in dizajn in moj logo in majice je odpošiljal in vse Ja, mi vse. Žiga čez, evo. Vse, ampak pol smo tisto ugasnili, ne. Ja. Mislim, da še vedno stoji zadeva, še vedno se lahko kaj kupi. Ampak smo fokus preusmerili drugam in smo začeli prodajati šampone. Šamponi.si. Exactly. Kako se je pa to začelo? Isto s korono, ne? To je bilo še vse med korono, korono. tako, ja. Jaz se imam za radikalnega optimista in jaz ne morem počakati. Imam to naravno zaščito sam pri sebi, da ko vidim, da nekaj ne bo šlo, se sploh ne ukvarjam z problemom, za kva ne bo šlo, kva ne bo šlo, ko vidim, da ne gre, caka iščemo novo rešitev dalje. In smo takoj preusmerili svojo pozornost, zgradili tisto spletno trgovino. Takrat je bila tudi mama ima frizerski salon. Ja, pa je prišel isto COVID in je bilo spet Tudi. odrezan in kako pa kaj bo mama naprej, ne? Tako Kakor je. se spomnim. In takrat sem šanso izkoristil, zato ker je Italijani, te profesionalna kozmetika, niso prej dovolili prek spleta tega prodajati, ker to je strogo salonska kozmetika, ne. Pa so pa videli, kaj se s frizerkami po svetu dogaja, pa depresija, pa vse skupaj, to je bilo res grozno. A veš, človek hoče sem delati, pa ne moreš, ne. Tako da so jim pol dovolili, da so vse približali se spet nazaj svojim strankam, tako da so jim lahko pošiljali šampone od doma. Pač moja mama ima pa to srečo, da ima otroke, ki znajo to sprovedati na malo višjem nivoju in smo zaštartali na polno. In zdaj imamo šamponi.si. Orang spletno prodajo. Brez las za vas. Ja. Ironija, ne, kako Ironija. lahko, ne vem, direktor šamponov.si je pa plešast, ne, kako. Ne, veš, koliko se presmejimo na ta račun. Ne. Zmer lahko to foro uporabiš, Ma ne, ja. na vseh sestankih in tako naprej. To je Pa zdaj sodelujemo z eno frizerko, ki ima ful dobro zadevo, drugače Ja. head spa imajo. okay. Pomeni ti priješ tja, ležiš Aha. in one te masirajo po glavi in voda ti teče. To je ena taka čisto posebna naprava in naše šampone uporabljajo, ne. Ja. In sem jih pač hecel prek Instagrama, ker so naredile ven oglas in jaz se tako napišem, pozdravljeni, rad bi naročil sebe in ženo na head spa, ne. Ja. Ja, kdaj bi pa želeli, pa jaz tako napišem, čez en mesec, ne. Pa, a je ful velik problem, ker nimam lasov, ne. V tistem je pa že šefica videla, kdo mi sploh piše, ne. Tako da smo se še malo na ta račun nasmejali, ampak ja, glej, zanimiva štorija, ne. Pač ukvarjam se z svašta, mogoče, da bo bolj smiselno, da bojo ljudje sploh vedeli, s čim se ukvarjam tako profesionalno, ne. Ja. So šamponi.si the main thing zate. Ja, vedno bolj, v ozadju pa grafika, ne. Grafični dizajn. S tem se je Marketing. začelo. Jaz sem šel študirati grafiko, doma imamo tiskarno in sem hotel biti inženir grafike, pa se je pa to nekje vmes prebekslalo. Tiskarno ima oče, to da boste Oče. razumeli, tako mama pa frizerski salon. Tako. In sem šel na študij tega, pa sem pa vmes med študijom toliko začel delati kot oblikovalec v Ljubljani. Od študentske organizacije, pa vmes sem kar naenkrat pristal, da sem bil oblikovalec Dunkin' Devilsov, sem se prijavil na njihov razpis, pa od tam sem kar naenkrat pa pristal v projektu WUP. Tudi to sem te mislil vprašati in Ja. dotakniti. Marsikdo, če je spremljal takrat VUP vloge, Ja. to je Žiga z VUP-a. Daj mi, Jo, daj mi folk. povej. Nov vlak je tukaj, A zmer si tako začel? čez vedno. Jo, WUP Nation, nov vlak je tukaj, to se prav Ja, spomnim. evo, in to je Žiga. Daj povej mi, Ja. kako se je to začelo. To je bila tvoja ideja, ne? Mislim, ta vlog je ratal slučajno. Mi Ja. smo drugače takrat, zadeva se je šele postavljala, odpirala. VUP je šele prišel. No, ne? ko je meni rekel, ej, trampolin park bomo postavili, sem jaz bil tako, sem ja rekel, preden sem sploh razumel, Zakaj se gre? kaj sploh Ja. to je. To je bila nova beseda, ki Slovenci nismo poznali. Ne. Ja.
Ampak ja, takrat sem pripravil grafiko za vse, kako bo izgledalo za pesnice, nogavičke, letaki, vuno steno, to veliko smo polimavali. To je bilo vse od brandinga do vsega bilo za porihtati. Tako da tiste je bil 2 leti na polno produkt, oziroma projekt za delati. Vmes je pa ratala želja, da se stranke oziroma da se otroci začnejo vračati in da postanejo del nečesa. Community, da se naredi. Ne? Tako, in smo čisti eksperimenta, smo posneli en video, jaz sem pa takrat na polno spremljal Logan Paul, David Dobrik, ameriško sceno. Ker so pa še full vlogat začeli, vse je bilo še v povojih pa tako, ne? Tiste je bilo hardcore, oziroma zdaj, ko gledam za nazaj, vidim, da tiste je bil konc vloganja. Zdaj se nazaj spet obuja, ne? Ker takrat smo čist prvi video posneli, jaz sem kar napisal, to bo naš vlog, čeprav ni bil vlog, zdaj, če greš enkico pogled za nazaj v live, tisti ni vlog, ne? Ja. Jaz sem si dal sem GoPro kot lele, pa smo POV video posneli, ne? Pa sem se še malo posvetoval, tako, pa Kulfater je takrat na polno vlogov, pa mi je rekel, ti samo moraš vsak teden objaviti, pa je tako, kako vsak teden, ja, kontinuiteta te reč, ne? A veš, Mark, kontinuiteta te reč, ne? Ja, evo, vse sem poletje je mem, zdaj pa smo pa nazaj. Zdaj veš, tako da smo pa začeli, ja, tako da je tiste bilo v bistvu postransko. Mi smo v ozadju čist druge stvari delali, dizajn, marketing, vse. Ti ste imeli pol kar tako, dajmo se malo pohecati pa to posnet. Ampak je ratala ena orang zadeva. Ena orang zadeva, orang ogledi, orang rič, orang marketing iz enega heca. Orang je bilo. Jaz se ne spomnim zdaj, da bi ti na pamet rekel, kjermu Slovencu je ratal še takrat pol, recimo, ajde, zdaj se spet dviguje nazaj malo ta scena, ne? S temi podcasti, s številkami. Ja. Da ti v petek ob 3 vržeš gor vlog, pazi, posnet s telefonom. Ja. Ful folka mi je pisal, a bi si lahko nabavil eno kamero, da te to ne bi toliko tresli pa vse. Ne, organska vsebina, telefon imam, pa v petek ob 3 pokneš gor vlog, tisti vlog, mislim, da ima največ, ko sem nazadnje gledal, 200,000 ogledov. Na VUP-u. Na en vlog, stari, pa tožen 500 komentarjev od spod, vi ste zakon, koliko je to dober, koliko je. To je za Slovenijo ful. Asina. Ful. Tiste je pokal, ne? Tiste je pokal, ja, in pol se je ta zgodba zaključila, si se odločil, da greš naprej po svoje, na svoje. Odločil sem se, da zapustim Ljubljano v bistvu. Aha, nasploh, da zapustiš Ljubljano. Tako. In si se vrnil domov v Šmarje. Tako. Moj rodni dom, moj rodni kraj. Kako si pa pol ta prehod naredil? Kva, si bil že s kom zmenjen za naprej za delati, ali si pač, ne, najprej grem domov, pa bomo pa videli, kva pa kako? Ne, jaz sem bil zelo, tako, v bistvu lahko rečem, da moje vprašanje, kva pa zdaj je trajal en dan. Aha, imam srečo, da imam ob sebi ljudi, ki me podpirajo, pa me želijo dobro. In takrat sem v kombiju, v bistvu iz Ljubljane, sem poklical mojega prijatelja, fotografa Roka Dežlaka v Celje. Roki, ko Roki prihajam na Štajersko. Pa on tako, ja, fajn, ko gremo na kavo. Ne, Rok, zapuščam Ljubljano, prihajam na Štajersko. A ja, ko pa zdaj, sem rekel, ne vem, prid k meni v studio, boš tlele pri meni mizo najel, pa bomo skupaj tlele delali. Tako da sem pa res šel k njemu. Itak sem še imel neke mini projekte za Ljubljano za rešiti. Pa mislim, da je pol 2 tedna menil, da so me že poklicali iz Zelenih dolin. Oni so te poklicali? Ja, takrat so... Ali si imel kakšen kontakt, pa priporočilo, da je nekdo priporočal tebe? Ne, priporočali so mene, zato ker so z oblikovalci nekaj imeli zbrke in je prišel klic do mene in očitno sem takrat dosti dobro rešil, ker sem še zdaj tam, ne. Ja, evo, pa si pa še mene povlekel zdraven. Zdaj pa snemamo. Tako TikTok je rihtam. Ti imaš pa v bistvu kateri del? Instagram, Facebook, grafični dizajn? Ja, zdaj nas je že kar. Zdaj mi imamo v bistvu 3 zaposlene. Seveda pač tudi šamponi.si na račun tega laufaja, ne. Se pravi, da se paketki spakirajo, pa se objave pregledajo, pa se teksti pišejo, pa se dizajn pripravlja, načrti za naprej, kva bomo naredili, kde bomo naredili, kako bomo naredili. Aha, to zdaj govoriš za celoto, za vse, kar dela. Tako, ekipca smo, ne. Tako. Ampak za zelene imaš pa pol tudi v bistvu vse te storitve, za Zelene doline. Tako, tako. Dosti enega oblikovanja pa tega, pa spletne strani. Pa tudi te jogurti, ki pridejo ven, to je vse tvoja grafika, ali? Nekaj je? To je zelo počasen proces. Imel sem ta, kako ne rečem, to... Kako se že reče, da imaš to? Imel sem to čast, da sem od Mlečne kraljice jogurt oblikoval. Pa zdaj sem še enega nov sir, ki pride, čist hud sir.
naredil embalažo. Novo embalažo Ja. naredil. Tako, to se ne spreminja kar tako, veš. To je Ja. kar par let traje proces, Ja, je v razvoju. Ampak, ko imaš šanso kaj takega kreirati, pa iz nule narediti, da se lahko tako dejansko podpišeš, a veš, da rečeš, Ja, to sem jaz naredil, ja. to je pa legacy, ne? Ja, lepo, in kam strmiš v prihodnosti? Naprej v Ej. tem, ali misliš, da bo to Ne do vem. konca? Ne veš. Zelo zanimivo vprašanje, a Ja, veš. ampak zdaj, zato sem ti ga malo vrgel. Tako. Po moje je še kdo med gledalci, ki se z isto stvarjo bori kot jaz, in to je, da preprosto vse, kar delamo, je na Danes koncu pa meseca jutri. dobiš denar Ja, in tisti denar gre. to je itak. In to se skozi obrača in na koncu ne ostane nič drugega kot porabljen denar. Ne. Ja, Razen pač tisto, kar privarčuješ, ampak svoj čas si zamenjal za valuto. Ne. ja. Zato smo tudi šamponi.si zaštartali, ker pač moja želja je, da na koncu, tudi mogar, ko bom šel v penzijo ali pa kadarkoli, da lahko nekaj oprijemljivega pustim za sabo, pa nekomu nekaj predam, nekaj rečem, to sem ustvaril. Ne, da ni samo šel denarja, tlele imaš, ne. Razumem. A veš, da je nekaj oprijemljivega, ne, tako da s tem se zdaj v bistvu bolj ukvarjam, ne. Pač projekti so kul, z Zelenimi dolinami je fenomenalno delati, en kup takih kulskih naročnikov imam, ko je fajn z njimi delati, ampak to zahteva en kup energije pa cajta. Ja. Koliko cajta še bomo se ukvarjali s temi stvari, ne vem, ampak trenutno vse, na polno. Trenutno se uživamo v momentu, dokler traja. Ja. Pač podjetniška pot je taka, ne, da pač plavaš. Ja, Plavaš in to je to. Ne. Tako si Moraš rekel, biti s nisi tokom. vedel, kaj boš delal, malo usedel si se, poklical frenda in pa posledično. lej. Pa nekako na koncu je vse z razlogom. Dobre Tako v stvari- ljubezni kot v poslu in To je ne to. vem, ne vem, kaj bi spremenil za nazaj, tako, Ne, če tako res pomislim. a veš kak je, ne? Dobre stvari se skrivajo izven cone obdobja. Ne. To je sigurno res, pod kar se podpišem. Tako da jaz sem po eni strani hvaležen, da sem bil v bistvu brcnjen v to, da se zapustim Ljubljano. Ker meni je takrat še stanovanje spuščala streha, Aha, tako da jaz sem tam V Ljubljani? Ja, jaz sem v istem timingu mi je začel zalivati stanovanje, jaz sem še v podelu, kje bom jaz stanovanje novo našel. ti si bil takrat cimer s Ne, skupino? Ne, nisi? takrat ti si bilo prej. Ampak ja, jaz sem en kup drugače ljudi spoznal v Ljubljani. To pa ja, VUP vlog mi je dal veliko spoznanstev. Ja? To bom rekel. Koga si spoznal prek Pa- VUP vloga? Cool fotra? Kulfater, Alen Podlesnik, Cene Prejovc, z njim smo tako kolega ratali, da sem še na Mhm. poroki bil zdaj na njegovi. Aha. Glavne se redno slišimo. Tako dejansko smo prijatelje dobili, ne. Alex Volasko, glasbenik, tudi smo se povezali. No, sej, A. o tem govorim, ne. Malo si šel iz cone obdobja, nekaj posnel, nekaj izpostavil, si se, ne. Ja. Si rekel, ja, to sem jaz, ljudje, zdaj splovete me, me pa pohvalite. Ampak karkoli od tega, na koncu ti profitiraš, ker spoznaš take ljudi. In Ja. evo, jaz sem isto spoznal marsikoga, naprimer tebe. Ne. Ja, smo se kar tako, mreženje je to, ampak nismo se silili v to, ne. Ne, Zgodilo se je. zgodilo se, mislim, Lepo se je naredilo. župniki bi rekli, ja, dobil sem nek klic, a ne. Spočetje. Še COVID, en teden si bil doma, pa ti je pa že, kaj bom pa zdaj, ne? In pač, dajmo posneti ta trend, če vsi meče. Kaj je že bilo neki z rolico papirja, ne, žonglirali si. Jaz sem najprej žongliral tisto rolico papirja. In pa sem se kar vsak dan neki. To se začne. To je noro, to je noro. No, to se začne. Ok, se pravi, tvoje plane za naprej smo obdelala. Kaj pa glasbeni plani za naprej? Ildivi, na kakšni točki ste zdaj? Ildivi smo na točki, ki se glih menimo za termin snemanja videospota za nov komad. Okay, Radi lahko bi- izvemo že kaj več, naslov, žanr. Pa ajde, Ja? lahko povem. Bo zelo lepa balada. Ja? Zelo lepa balada, naš Lojz jo je zelo lepo odpel. Aha, Naslov je En dotik. en dotik. Ja. okej. Tako da po Prav moje, čustvena, nežna. ko boš slišal pesem, boš po moje rekel, to boste pa vi meni na Na poroki poroki, zapeli. aha, se pravi, v poroka varianta. Poročna varianta, tako. Drugače imamo pa full koncert z bendom zdaj. To Ja? nam pa čisto dogaja. To smo tudi, mislim, sem snemal, Ja. 1, 2, 3 sem z vami šel posnet, super energija. To pa čisto dogaja. Kje boste kaj gostili zdaj? Jazele bomo. Mislim, kje boste v gosti? Se lahko jim postim, tle, če bo pa mogoče koga res Kakšen- zanima, ali bomo spod seznam, kje Ok, kje bomo, pa kdaj. Jakob, ti kar tlele se znam spustiti, zik, evo Ja. ga. Ne, drugače tisti je pa res hudo, ne. To je ful težko spromovirati drugače. Ja? A veš, ker mi nismo, ne vem,
ženska z lepimi nogami. Veš kaj, ko se Štekam, samo od sebe že da bi se spromovira. lahko sam pojavil in čau, ne? Ja, In bil lep. ampak se videl na koncertu. Pa tudi, Polna dvorana, folko se pa ja, odpeljali na koncu. hotel sem še reči to, da ni zadost, da si lep, ni zadost, da Ne. imaš dober glas, Ne, fucking prodati se moraš. ful. Fucking To je- prodati se moraš. Marketing v glasbi je več kot pa dober komad ali pa ne vem kva. Ne? To je groza. Jaz sem tudi to izkusil, ker smo imeli takrat ansambl in pač točno vem, o čem govoriš. Meni gre to toliko na živce, drugač moram iskreno povedati. Ja, no. da je kar izlita čustva pa- iz glasbene cene. To mi gre na živce, zato ker pač ta neka kvazi pravila družbenih omrežij pa marketinga, pa Ja, da moraš biti prisoten, pa ne vem kva še, ne. ja. Moje pravilo je, če nimaš nič pametnega za povedati, bodi tih. Okay. In pol tudi tako moj profil izgleda in tako načeloma posledično malo divjih, ne. Marsikdo reče, več bi mogli objavljati. Ja, razumem, da bi mogli več objavljati, ampak če nimaš nič pametnega za povedati, ko ne, folko težimo. Ja. A veš, kaj ti hočem Straj povedati? tih. Pač povemo, takrat imamo koncert, tam imamo koncert, vklopimo oglase, pripravimo neke promo videe, pa to in se pač naredi zadeva. Ampak nismo pa mi ono, hej, mi smo zdaj tle, Dobro, zdaj, ko sem avtodobo, zdaj bom mogel malo influencati, ne? Ja. Zdaj bom mogel malo reklame Ne narediti, vem, kaj si ampak hotel povedati. Ne. Ni naravno več to. Jaz mislim, da smo tudi ljudje se malo med covidom zdaj izpeli, ko je prišel TikTok, pa ti 15-sekundni videi. Ja, da imamo pozornost na Oh. takem minimumu, da hočemo se Ta- scrollati, če ni v redu, bež naprej, bež To je naprej. ne. katastrofa za ljudi, moje mnenje, no? Je to za ljudi, to je slabo. To, a veš, Se samo jameš najbrž daj, ker malo poskrolaš in pol kar ura mine, dej, halo, dej, kva delaš? 2 ure si stran vrgel Ja. svojega življenja. iz vidika marketinga bom tako rekel, zelo težje je dobro reklamo narediti, Ja, ampak iz vidika ljudi je pa po drugi strani se zdaj kontraefekt začel kazati, da že imajo poln kufer tega, da se ne da več toliko video gledati. ja. In tudi karakter se je malo spremenil, da ne marajo več bullshita. In je vse težje ratalo, tudi politikom je težje, po domač povedano, nategnati folk. Včasih so nekaj rekli, pa ni bilo toliko šundra okoli njih, pa so še verjeli, zdaj se mora že pa orang z argumenti potruditi, ker zdaj pa kar naenkrat imamo Ja, mi pa se tlele. tudi mladi ne spremljamo kar tako politike. Mora Ne. biti res nek tak argument, ki bomo porekli, opej, čaki. Ne? Ne, ni šanse. To se že ful spremenja. To je tako, da to je dobra plat. Že TV-ja ne gledam jaz, na primer. Ne. Mislim, ja, ti imaš tako dnevno sobo, pa jedilnico narejeno, da ja. Jaz mogoče bom zdaj začel, ko bom imel flat dokončan, ampak tako, zdaj, ko sem v svoji sobi, jaz imam pač komp, monitor in če gledam fuzbal tekmo, ne, užgem in to je to. Kaj ti narediš zvečer, preden greš spat, ko priješ domov? Mislim, če sem doma, itak montiram, če sem pa na terenu, pa ne pridem zdaj spet tako pozno domov, ampak kako to misliš, preden grem spat v postelji, Ja, kaj naredim? Ja, ja. na telefonu sem, ne? Na telefonu, ne? Na ker jaz greš na recimo- WC, na telefonu. Nimaš časopisa več. Ker pri nas je recimo zdaj ritual, tam malo je treba zrihtati, pa Ja, jih ti imaš pripraviti drug za ritual, spat. ja. Ne, ampak pol, ko se da spat, pa ko je on mir, Ja. pokneš se na sedežno, ti s tem rečem, da imam svoje prdenje možganov, prižgem televizijo, naštimam nekaj, ne vem, kva gledam. Vem Ampak samo, da- gledaš, veš, kako Meni je važno samo, da nimam v možganih nič. da ne razmišljaš. To je moj gumb delete za cel dan. Da... Takrat že v bistvu začneš počivati. Ja. Ne. Žiga, imaš kitaro, boš kaj zapel drugače. Nič nimam zraven. Zakaj ne? Tisto harmoniko imaš, ti lahko uporabljaš. Tisto ta mala bo pa ful dobro. Ja. Ja, kjer je bil pa, čak, veš, ta zadnji komad pa je bil Odpeljem te. Odpeljem te. In ti me zdaj res peleš. Kam In jaz te najlepše, Dej, a imaš komad? Lahko kjer zavrtiva? danes sončni žarek ne bo za tvoje lase. Dej, zavrt ga, boš malo A zapel. ga lahko naštimal? Dej, naštimi. Čakaj, da vidim, imam telefon povezan. Odpeljem te skupaj nekam na lepše, kjer sončni žarek bo za tvoje lase. Objameš me in življenje zapleše, ne rabim sonca, ti mi greješ srce. Odpeljem te skupaj nekam na lepše, kjer sončni žarek bo za tvoje lase. Zdaj pa na pauzico. Ja? Le kam smo prišli, lejte to. Food golf. Ja, Eden izmed Žigatovih hobijev je food golf. In zaradi tebe sem tudi jaz ta šport probal. Kaj je food golf, boš ti povedal? foot golf je šport, ki se igra po pravilih golfa na podobnem igrišču, ampak z nogometno žogo.
Ja, sta pravo nogometno. Sta pravo za veliki nogometno nogomet, žogo. ne za futsal. Ne, ta orning, to je prav. Odbojna žoga. Tako. Tako da to je tudi ena posledica moje selitve iz Ljubljane, ker sem takrat igral za Ljubljano futgolf na državnem prvenstvu. Aha. Pa, ko sem pa prišel sem, smo se pa tlele s kolegi v Šmarju toliko navdušili, še njih sem navdušil. No. Tako da je pa to Ruben pa ekipa, da je napolno, tako da imamo zdaj v Šmarju svoje igrišče. Noro, in to ste naredili tlele pri dvorcu Jelšingrad. Tako. Imate luknje, koliko lukenj imate? 9. Mi tlele imamo tekme državnega prvenstva. Ja, imaš žogo s sabo, jaz te sesujem zdaj. Nimam, ker je grdo vreme, pa mi je škoda bilo, da bi se umazala. Ne, morava še kdaj ušpičati. Meni je bilo všečno, takrat, ko sem ene 2-3 šel s tabo. Se zihar imam jaz en posnetek, ko si to brcal, mogoče tlele damo takole. Ker sem pripeljal vse frende, ja, pa smo brcali. Ne, da veš, ta šport je ful je huda zadeva. Ja? Pa ful se je začelo odvijati tlele, tako da sem zelo vesel. Pa ful je lepo igrišče, no. Kje si najdu futgolf? Za futgolf me je navdušil pa naš Klemen. Se pravi, sopevec, tako, Klemen Ruter. Sotrpevec. Sotrpevec, shout out Klemen, živa. Shout out Klemen, Ruterson, jej. Sej Rutersona zihar poznajo, če kdo gleda, kaj igrice špila. Ja, še on geek je to. Neki je, po moje, še zihar. Pravi geek. Jaz bi rekel, on je zih vsak večer, po moje. Ja, ne skrivaj, ker gre njegova spacija. Na Discord grupca pa gremo do 3 zjutraj. Ne, tako da ja, to je, futgolf je še ena taka zanimiva zadeva. Ja. Dost stvari se mi dogaja v življenju, tako no. Vse samo avti pa motori, ne? Ma ja, avto je... Ne, sej lej. Avto je prevozno sredstvo. Lej, imam pa rad dober avto, no. Ja, to ima pa vsak fant, mislim. Res. Ampak da ne boš mislil, tudi meni so zelo pomembne stvari pri avtih. Ja, seveda, tebi je to sredstvo, kad celo tvoja družino, ki ti je seveda več pomembna od avta, pripelje do nekih želja, ciljev in tako naprej. Ne? In ti rabiš, na primer, prostor, tebi je to prioriteta, da imaš velik avto. Kitara mora iti v kuferam, to je prvo. Tako, mogoče. Tle še nisem probal, tle se sploh nisem pogojeval, a gre ali ne. Ja, tle si samo vzel. Samo vzel. Ja, da peleš še ostale mogoče člane, kdor tle živi v tvoji okolici. Veš da? Pa konec koncev veliko smo na cesti, ne? Varen avto mora biti, pa udoben avto mora biti, ne? Tako, ne iščeš zdaj nekega športaka, veš, kričanja, izpostavljanja, ne. Pripelj me varno, udobno na cilj, ne, s prostorom. Pa meni je zelo podobno, da se jaz tlele za kokpitom udobno počutim, pa da me nič ne moti. Pa da če že imam pripomoček, da je to pripomoček, ki je navigacija, pa da je navigacija čim večji, pa da je zdaj tle me skoraj pač kap zadela, ko lahko view spremenim tle gor na štartu in se ti zemlje vidi čez celo pokaže, tega še nisem imel, da to. Ja, vidim. Mislim, to, če se tle s tem avtom zgubiš, to je pa... Prej si omenil, da te moti, kaj te je kaj motil tako na avtih, na kokpitih, da ti ni bilo všeč? Da sem te malo vrgel avto. Dobro si me vrgel. Jaz sem vse avte kupil do zdaj prestraško. Ja. In tudi Audija. Imel si A4, to da boste vedeli? A4, tako, imel sem A4. Pretazano obliko. Avant, tako, 2.18-letnik sem da bil. Fajn avto, fajn. Tam se mi je najbolj dopadla tista ročkica za šaltati. Ja, ti si bil tudi vesel, se spomnim, kaj si ga kupil. Tista ročka tam je bila... Žiga, česticam, Audija imaš, dobro si izbral. Mislim, pa poraba, 2.0, dizel. Ne, čak, 2.0, ne, kaj 2.0. 2.0. 2.0 dizel je bil. A ja, sem mislil, da je mu 2.0 poraba. Ne, porabo, 2.0 dizel. Zdravo grada v Šmarje sem imel porabo 4.1. Ja, to pa je. To mi je bilo, pač tle je malo večja, ne? Ja. Ampak glej. Zdaj si se izognil vprašanju, veš ti to, a si malo politika? Kaj si me pa vprašal? Kaj me je motil? Naprimer, od Audija, evo, če primeraš od Audija... A veš, kaj me je motil? Ful mi grejo na živce analogni števci. Aha, in ti takrat, če nisi imel digitalnega na tistem Audiju? Ne. Ti so bila glih leta, ki si lahko zbiral, sam je mogel pač prvi lastnik med to željo, da ima to opremo. Ja. Ker Renault že ima pa kar v nekih modelih, tudi za nazaj, se že malo špilajo s temi digitalnimi stvarmi. Dobro, to zdaj primerjavi z Uno je pač ekstra, ne? Zdaj gre vse v to, da je pač čez vse, mislim, naslednja fora pa Renault bo po moje, da bo še sovoznik imel, ker pač to imajo zdaj te nemški hudi, se pravi, BMW, Mercedes imajo vsi že, da tle še za sovoznika poskrbljen in tako naprej. Ja. Kaj veš, ko je ena stvar, recimo, ki se nisem mogel navaditi? Povej.
Jaz ful rad vidim, tle mi je všeč, da vidiš na veliko številko, koliko kilometrov na uro se peleš. On števc, ko ti kaže, koliko kilometrov na uro se peleš, pa cilaš tam not, tam imaš pa ta mali ekranček, ki ti kaže tempomat, koliko si ga naštima. Ne, Pa tisti je plus bilo minus. tako. Ja, loviš? Ne, tle imam rad, vidim, koliko se pelem, naštimam tle tempomat 50, 50, se pelem, se ne sekiram. ja, ja. Ta zdaj ima ultra opcijo, tale mi je pač nora opcija, ki To je zazna, naštimaš tempomat in zazna tablo hitrostno, Mhm. omejitev. In ti tlele že kar predlaga, sem ta gumb stisneš in ti sam zamenja direkt na 70 km s 50 recimo. Aha, se pravi, Kot da bi igrico avto itak bere table Ja. in ti rečeš, jaz hočem iti toliko, kolikor je na tabli in ti pač sam gre. Ja, on ti ponudi, kot da bi bil joystick, tle pa bi dejansko Razumem. igrico špilo. Nisem tako, da bi ti tam Ne. predlagal, ja, tle je omejitev žiga, pet počasneje. Ne. Ne, tle imaš ti. Ker prej je bilo, jaz sem doskrat pač vozil na tempomat, sem se ful navadil voziti, ne. Ja, če ste šli relacije. Lej, ko imaš enkrat otroke, tudi se pač tle not In moraš zelo malo špije. pošlihtati, Ja. ne, divjaka ven sebe dati, ne. In, ampak prej je bilo tako, ali sem pritisnil na gas, pa tlele dal na set, da mi je vrgel na novo hitrost, ali se ti pa kdaj ni dal, pa si pa tlele stiskal kabutel, ali pa držal. Eni avti še niso imeli lunga, da bi sam držal, pa bi skočil za 10 gor, si mogel klikati po 2, 4, 6, 8 gor, ne. Ne, ampak, ne, kokpit me je ful pomemben. No, lepo, lepo. Ej, najljubša pesem, ki ste jo izdali. Spet sem skočil nazaj na glasbo, ne morem se znebiti te tvoje glasbene strine. Imel te bom rad. Punca imel te bom rad. Ampak mogoče, A to si Tako. ti napisal? Ja. Ti si to napisal in glasbo in besedilo in... Ja. Zato ti je najbrž tudi pri srcu to, kar... Ne, sorry, ker sem te prekinil. ker ne, a veš kak je, jaz kot človek, ki se izpostavlja, pa če si vse malo prizemljenega, skromnega človeka, sem imel ful izziv, tako kot ti, se smo se doskrat o tem pogovarjali, da sprejmeš samega sebe, ko se izpostavljaš, ne. Ja. In zdaj, če je meni nekdo rekel, jaz na začetku ful nisem mogel tega predelati, da mi je nekdo rekel, kuks pa sem te poslušal, ali lahko tlele tvoj posnetek naštimamo, jaz sebe nisem mogel slišati. Nisem mogel sprejeti samega sebe tako, da je ljudem to kul, da je meni to kul, pa zdaj čez čas to malo predelaš in si tako objektivno začenjaš dojemati stvari, ne. In zdaj mi je vseeno. In pač znam ločiti, ko je dobro, ko je slabo. Ta Odpeljem te, recimo, ko smo poslušali, tam je najboljši komad za v avto, ker tudi te tako lepo pele, cel Ja. komad, da je kar vibe, pa s familijo, ko gremo, se začne izlet, pa naštimamo, pa malo spojimo, pa vemo, da nekam gremo. Ne. Pa malo pa, imel te bom rad, mi je pa ful dober zdaj z bendom, ko David tako dober na kitarcu zašpila. David Kreslin, shout out. Shout out. Ej, tisti pa, ko imaš in-ear noter, pa ko si izoliran na odru, pa ko imaš tisti svoj trenutek. To sploh ne morem opisati, zato ker mi tisti komad, ti kot izvajalec, ko daš to ven iz sebe, čisto drugače doživiš te zvoke, kot pa nekdo, ki posluša in je pač, to je pa Plus to, da je noro. to tako, tvoj komad, ki ga ti napisal. Tisti tudi, ja. Da pa tam so tvoja se- publika pozna tvoj komad, pa ga zapoje, pa tudi najbrž nek poseben. Letos na planini sem se skoraj zjokal na koncertu, tisti je bilo že, Tisti, ki sem jaz snemal. Ja? Pa Maj je bil prvič, me je videl v živo. Ko je bilo to enih čustev za predelati na odru. Solzice sreče. Lahko si ti nekaj korajža, meni pa nekaj sem, če si malo čustven človek, to te toliko zgrab. Trema ni problem, čustva so problem. Jaz pa včasih izziv se zelo tem, ker razumem, kaj pojem. Besedilo, pomensko razumem, kaj pojem. Nisem tako neka Ne. pesem. Pa... Včasih tudi na eni čist navadni poroki me stisne. Madonna, ko mi odpojem en del, ko začnem kar drhteti z njima, ko jo gledam, ko ona 20 smerta tam, jaz glih pojem, pa je glih besedilo nekaj povezano z nekaj, kako te bom imel celo življenje rad. Ja, razumem. Meni tudi te stvari ful veliko pomenijo v zasebnem Pa življenju. tudi mislim, da ljudje to Ja. začutijo, ko poslušajo, ne? Ja, itak. Čist drugače. Saj veliko je v energiji, ko nastopaš. a ne? Sam tega ne moreš fejkati, a veš. Energije ne moreš fejkati, sigurno da ne. Imeli ste še veliko lepih komadov, ki jih jaz poznam, Sladka si kot med, Ja. mi je všeč, potem všeč mi je tam, ki je Kopina nastopal, ki je bolj retro, jazz, rock. Ne, Kopina je nastopil Sladka si kot med.
A v sladka si kot med. Tle je Tam je Kopina pa... nastopil, tam je pa cene predspalen podlesnik. Ja, in je naslov Pridi z mano. Pridi z mano, je pa tudi... Tisti je drugač hud spot, smo ga v kinu Bežigrad postali. Ja. Veš, kaj je zgodba onega spota? Povej. Ni zgodbe. Ja, pač ne. Ni zgodbe. Ja, tam je bila, nastopala je Maja Jančar, ki jo poznam, Ja? pa je igrala neko punco, ki je speljala enega fanta. Ne. A to je bilo vse pač random. Ne, to je bil spot, ki smo rekli, dajmo posnet vibe. Ja, Kaj se dogaja s folkom, ki gre žurat. žurat, ampak smo hoteli to zapakirati v ta starinski žur, koliko se je takrat Ja. preprosto plesali, pa malo smo drame noter No, dodali. saj to sem je bila mislil, ta ne? drama, pa malo Ljubosumja, spogledovanja, pa tako. teh stvari. Pa lupčkanja. Tako. A bilo ljubičkanje? Mislim, da se Maja iz eno igralcev. Maja se, to smo že pozabili. ne vem. No, ampak no, na koncu ne moreš dati pike na koncu stavka, kaj se je sploh zgodilo. No. Res je. Vibe. Ampak meni je všeč, zato ker imam rad hitre komade. Sploh mi je ta všeč. Rock, Elvis Presley style, tisti Je časi. kar zanimivo. Tako da, dajte še kakšnega tazga. A ja, Ja, mislim, dobro. ne? Zdaj, ne vem za gledalce, meni je ta stil ful pri srcu. To bi me ful zanimalo. Pa ti imaš svoje gledalce. Lej, če se bo kjer model naše komade preposlušati, dajte nam napisati, kjer vam je všeč. Ja, dajte, Da dobimo neko javno mnenjsko raziskavo o tem. lahko to tako naredimo. Dajte zapisati v komentar, kjer komad od ljudi vam je najbolj všeč. Če pombenga ne poznate, jih pete pa zdaj poslušati, pa pol napišite komentar. Evo, tako. Ja, itak ste sami petrolheadi, pa skozi v avto pa imate cajta, veš. Ja, mi imamo najraje Sandro Pota. Da. Ja, tako da, Žiga, si kaj lačen? Ja, lahko bi šla Koliko je že nekaj ure? pojesti. 12. 12. Ja, dej, skočimo na eno malco, ne? Gremo na eno malco. Daj. Pa mi bo še tam mrda kaj lepega povedal. A veš, da te bom. Zadnje čase po ovinkih končujemo takole z dobro hrano. Jaz sem si izbral mini pico, ker nisem lačen, ker sem že prej na Petrol Posevič. Žiga, kaj tebe čaka? Ja, jaz brez burgerja težko tlele. Tako da mehiški burger, ja. Mehiški burger, super. Jakob, kaj imaš pa ti? Jajčka, Jaz imam pa jajc. piščančka. Piščančka žara. Piščan s pejajc. Fantje, dober tek, pa še kakšno rečem. Nekaj sva vam Žigatom skrila, oziroma stajila na začetku, in sicer, ker sem jaz prišel do Žigata, ne, je imel tak moker avto in jaz sem ta avto njegov seveda obrisal, da smo šli pol lepo posnet. Tako da Žiga, Sam pazi njega, ne? On meni uleti z njegovo brisačo. Leti to. ja, in zato je mokra, pa tako, sem zato, da sem... Ne, samo briše pa dobro. Obriše dobro. In jaz sem se odločil, da ti jo bom podaril. Pač ni sveža, ni suha, ampak to sem imel sabo. Vse z mojega avta voda, tako da. A ti je kul? Ej. Čofa, brisača, sam potegneš. Pa jaz sem logo narisal. Kako lepo. Žiga je logo narisal, evo, ej. Je nič? Žiga. Ej, Mark, hvala, da si me povabil. Ja, hvala, da si Žiga, jaz bom pa tako rekel, lej. Pa je to, pa je roka. Mi pa se vidimo v naslednji epizodi. Pa ne pozabite, klikniti subscribe. Tudi če ne. Malo še znam, a veš.